Lepo pozdravljeni. Na seji občinskega sveta občine Sevnica so v sredo sprejeli nove cene komunalnih storitev. Cene bodo višje in sicer približno za 1,4 evra na osebo. Gre za 10,3% podražitev, pravi direktor sevniške komunale Mitja Udovč. In ta je skladna z inflacijo. Več v nadaljevanju. Sevničani bodo od maja plačevali višje položnice komunalnih storitev. Razlogov za podražitev je več, najpomembnejši pa inflacija v lanskem letu, ki je bila v decembru na letni ravni 10,3%, pa tudi cene energije in stroški dela. Za eno 4-člansko družino, ki ima vse storitve, ki jih pač izvaja komunala na tem obveznem javnem delu, se pravi voda, odvajanje, čiščenje, ravnanje z odpadki, biološki odpadki, pomeni ta korekcija nekje 40–50 € na osebo na mesec. Gre za 10,3% podražitev, dodaja Udovč, ki je skladna z inflacijo. Ta dogovor so dosegli v sodelovanju z Odborom za okolje in prostor, ki je predlagal nekoliko nižje cene vodarine, kot so jih v elaboratu sprva predvideli. In sprejme s predlogom, da ceno storitev oskrbe s pitno vodo namesto v elaboratu izračunane cene 0,8965 € na kubik določi 0,8133 € na kubik. Glede na to, da do podražitev komunalnih storitev prihaja zaradi zunanjih vplivov, na katere komunala nima vpliva, so napovedi za naslednje mesece negotove. Lahko pridemo do zelo dobrega rezultata v primeru, če bodo zunanji vplivi pozitivni in jih ne bo, ali pa če bodo pa še dodatni in se bo trg energije dodatno porušil, potem pa bo odgovornost na tem občinskem svetu, da bo takrat te cene korigiral v skladu z nastalo situacijo. Tako da tveganje je na eni strani, da se rezultat podjetja oziroma poslovanja poslabša, je pa na drugi strani tudi priložnost mogoče, da se vam pač skozi te nižje cene na energentih lahko ta cena na nek način tudi dovoli občanom, da jo plačujejo v skladu z inflacijo. Predsednik Odbora za okolje in prostor je izpostavil še izgube na vodovodih za 30%. Gre za sistemske izgube, ki so prisotne na vseh vodovodnih sistemih, odgovarja direktor komunale. Sliši se veliko 30%, ampak so vodovodi, ki imajo 50 in več procentne izgube. Nekako tudi v odloku je zapisano, da je nekje tista meja, ki jo ne bi dosegli 25% izgubljene načrpane oziroma vode, ki se distribuira skozi vodovodne sisteme, da bi bilo lahko največ izgubljene. Cilj je, da je tega čim manj, se pravi, da se vsa distribuira do uporabnika, ker tudi za to načrpano vodo je potrebno plačevati povračilo, vodno povračilo, kar je seveda strošek za neuporabljeno vodo, vendar načrpano in spet nazaj v okolje spuščeno skozi defekte in podobne okvare. Člani sevniškega občinskega sveta so prav tako potrdili cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic za letošnje leto, ki pa ostajajo na ravni lanskih. Za nuklearno elektrarno Krško so, lahko bi rekli, kar zgodovinski dnevi. Po začetku delovanja suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva imajo s torkom 11. aprilom tudi novega predsednika uprave. To je Gorazd Pfeiffer. Stane Rožman se je po 43 letih dela in 34 letih na čelu nuklearke upokojil. Kolegi z portala Jedrska si so ga gostili v podcastu, ki ga bodo predvajali ta četrtek na jedrska.si in eposavje.com. Vedno več je bilo govora o tem in seveda te novice niso šle mimo mene. Jaz sem bil takrat res mladostnik. Vsaka taka novica je predstavljala revolucijo v moji glavi, v moji domišljiji in takrat so se dejansko začele te sanje. Tako se Stane Rožman spominja 60 let prejšnjega stoletja in pogovorov o izgradnji jedrske elektrarne v Krškem. Voditelju Leonu Magdalencu in občinstvu, ki se je zbralo na snemanju v klubu Kulturnega doma, pa je zaupal še marsikatero anekdoto. Tokratni podcast smo želeli predstaviti kot nek dokument časa, nek pregled 40 let delovanja. In glede na to, da niti jaz
niti Klara, ki sicer sodelujeva in prispravljava prispevke, nimava tega vpogleda v 40-letno zgodovino. Smo se pač ozrli, kdo bi lahko to vodil, in potem smo prišli na idejo skupaj, da bi morda Leon Magdalenc, ki je vodil aktualno politične oddaje, pač Studio City, Studio Ljubljana, da bi lahko to vodil in da bi bil ta pogovor morda zato bolj zanimiv, ker bi lahko združila z različne poglede, z različnih koncev na to 40-letno delovanje. Pot je pa seveda bila kot vsaka pot, ki traja desetletja, posuta z tudi številnimi negotovostmi, ki so bile posledica ali pretresov v sami jedrski industriji v svetu, ki so bili povzročeni z nesrečami, ali so bili posledica družbeno-političnih sprememb na tem našem prostoru. Skratka, izzivov se nikoli ni manjkalo, vendar smo bili neka ekipa, ki je imela eno pozitivno orientacijo, eno vero, eno prepričanje, da nam tudi v teh pogojih lahko uspe, in moja ugotovitev je, da nam je v teh glavnih ciljih resnično uspelo. Dolgoletni predsednik uprave JEK je v pogovoru izpostavil, da je deloholik in se kljub upokojitvi z delovnega oziroma profesionalnega področja ne bo povsem umaknil. Tako da to je en del, ki me veseli, da bom nekako ohranjal stik z nadaljnjim napredkom, z nadaljnjim dogajanjem. Drugi del, tretji del, četrti del me pa res ne skrbi, ker imam teh področji, ki me zelo veselijo, od športne dejavnosti, od zvestega spremljevalca kolesa do delovnih aktivnosti na svoji, kako bi rekel, zapuščini preteklosti, kjer imam določeno okolje, kjer lahko delam, uživam v naravi. Več pa v podcastu, ki bo na sporedu ta četrtek na portalih jedrska.si in eposavje.com. V četrtek so se člani parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo udeležili srečanja z županom mestne občine Krško, Janezom Kerinom, predstavniki občine, Osnovne šole Leskovec pri Krškem in drugimi v zvezi z romskim vprašanjem. Na srečanju, ki je potekalo v romskem naselju Kerinov Grm, so se seznanili s projekti, pa tudi z izzivi in pomanjkljivostmi. Člani parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so si ogledali bivanjske razmere v Kerinovem Grmu in oddelek vrtca, ki deluje v naselju. Nato pa se za mizo podrobneje seznanili s projekti in tudi izzivi. Ena od večjih težav je nizka stopnja izobrazbe, poudarja romski svetnik Dejan Brajdič. Ker zdaj se ne morejo tudi zaposliti, nimajo šole, da do šolo dokončajo, in tudi v ta objekt bomo zdaj, sredstva je prišlo veliko za Rome Krško občino in bomo tukaj delavnice imeli, da bojo dokončali šole. Kakor sem povedal, danes smo imeli tudi debate tukaj, občina se mora prijaviti na vsak razpis in mora za tiste projekte, ko ima občina, narediti za naše Rome Krško, kar se tiče občina Krško. Država je sicer občinam, v katerih živijo Romi, namenila dodatna sredstva za reševanje problematike. Mestni občini Krško letos pripada 531 tisoč evrov. Seveda največji znesek pri nas gre na projekt vrtca v Kerinovem Grmu. Ostala sredstva so pa namenjena predvsem v sklop izobraževanja, tako osnovnošolskega, kakor tudi srednješolskega in pa seveda tudi preko Ljudske univerze v tiste malo starejše, bom rekel, ki se želijo izobraževati, in v bistvu je to en največji delež teh sredstev gre v ta namen. Člani odbora so naselje Kerinov Grm obiskali na pobudo poslanke v Državnem zboru in članica odbora Tamare Vonta. Zelo dobro je slišati, da tudi Romi povedo, zelo dobro je slišati, da povedo v bistvu tisti, ki se srečujejo z njimi vsak dan, to so tudi vsi zaposleni na občini, da o tem pove svoje župan in tako naprej. Na srečanju so govorili tudi o pobudi za spremembo 5 zakonov za reševanje romskih vprašanj, ki so jih na Državni zbor naslovili župani 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja. Med drugim spremembe zakona o trgu dela, s katerimi želijo predlagatelji spodbuditi interes za vključevanje v delo tistih, ki imajo status brezposelne osebe. In to je tudi namen današnjega obiska tukaj, ker smo le poslanci, tisti, ki bomo zakone spreminjali, če se bo seveda večina tako odločila. Jaz prihajam iz Nove Slovenije in naša stranka absolutno podpira spremembo te zakonodaje.
Zakone že imamo, le izvajati jih je treba, pa je prepričana Tamara Vonta. Če se morda dotaknem samo ene, ki se mi resnično zdi ena neprimerna rešitev, je ta, da bi v zakonu zapisali, da tisti Romi, ki ne končajo osnovne šole, ne smejo opravljati izpita za avto. Ne vem, kaj bomo s tem rešili, ker še več Romov bo torej vozilo avtomobile brez vozniškega izpita. Če je to tisti cilj, ki ga želimo, nisem prepričana. No. Člani odbora so isti dan obiskali še Novo mesto, kjer so jim podrobneje predstavili predloge zakonodajnih sprememb in delovanje tamkajšnje občine v zvezi z romsko tematiko. Gasilska zveza Krško ima novega predsednika. 54 delegatov prostovoljnih gasilskih društev iz Krške in Kostanjeviške občine je odločilo, da to postane Sandi Lekše. Z njim smo se pogovarjali o trenutnih razmerah in načrtih za naprej. Poglejmo izjavo. Predvsem je kar precejšnja odgovornost. Gasilska zveza Krško združuje 3601 člana, kar je kar, če povežemo potem še z družinami, kar bom rekel, seštevek vseh članov ali pa ljudi, ki se na tak ali drugačen način združujejo znotraj gasilskih društev, ki so znotraj gasilske zveze, je to kar velika stvar. Glede na to, da smo eni izmed členov zaščite in reševanja, je potem tudi so naše naloge temu primerne. Tukaj je 23 občin gasilskih društev iz mestne občine Krško. Potem sta še 2 prostovoljna industrijska gasilska društva in pa 2 prostovoljna gasilska društva iz občine Kostanjevica na Krki. Dela je veliko, društva imajo precejšnje potrebe. Bom rekel, razlog za to, da sem se dejansko odločil za to kandidaturo, je bil, ker si že nekaj časa aktivno prizadevam, da bi Gasilska zveza naredila en večji korak v smeri napredka, kar se tiče opremljenosti gasilskih vozil in gasilske tehnike. Tukaj smo v naši zvezi kar precej v zaostanku, če primerjamo ostale regije po državi. In ta zaostanek bi si definitivno želel ne samo zmanjšati, želel bi dohiteti najrazvitejše, zaradi tega, ker smo na vse zadnje edina gasilska zveza, ki ima v svoji sredini jedrski objekt. Glede na to, da sem funkcijo sprejel v petek, je seveda prvi korak primopredaja poslov. Primopredaja poslov poteka, je precej obsežna, tako da mislim, da bo še trajala kakšen teden, da vse stvari uredimo, da se tudi seznanim z celotnim stanjem, kaj vse me še čaka. Sicer pa nekje 17. aprila že prvič predvideno zaseda prvi upravni odbor, kjer pa si bomo zadali že prve naloge, ki bojo pa skladne z vizijo, ki sem jo nekako tudi pripravil v smislu vizije razvoja Gasilske zveze, ki bo pa definitivno šla v prvi fazi v smeri razvoja operativnih področij na zvezi. Po vsej verjetnosti nas letos čaka selitev iz trenutne lokacije, kjer ima zveza pisarne, v nove prostore Gasilske zveze, ki so na Tovarniški 19, tam kjer je danes tudi poklicna gasilska enota. Potem pa naprej iščemo možnosti za sodelovanje z partnerji znotraj zaščite in reševanja. Iščemo tudi partnerje in možnosti za sodelovanje v gospodarstvu. Ena izmed takih je zagotovo Nuklearna elektrarna Krško. Na vse zadnje namestnik predsednika je na skupščini postal Stanko Kostrevc, ki pa je trenutno predsednik prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Nuklearna elektrarna Krško.
Želimo si prijav na evropske razpise, iščemo možnosti, da bi lahko za opremo in potem še določene specifične cilje, ki jih želimo doseči, lahko črpali tako imenovana sredstva kohezije, ki jih je v novem obdobju, ki je začenja z letošnjim letom, bistveno več, kot jih je bilo v preteklosti. Računamo, da bomo tukaj uspešni v prihodnjih letih. Je pa seveda, potem so pa standardna področja. Na Mladini svet stoji, želimo graditi na tem in pridobiti več mladih v gasilske vrste. Tukaj so izobraževanja, da jih bomo lahko kvalitetno usposobili potem kasneje za operativne naloge. In pa sam si nekako želim, da bi mogoče v mandatu 2 lahko Gasilsko zvezo pripeljal do zavidljivega stanja opremljenosti, delovanja društev same zveze in da bi potem lahko rekel, fantje, nekaj smo naredili, zdaj pa dajmo še nekoga mlajšega od mene, ki bo Gasilsko zvezo peljal naprej. Za konec pogledajmo še na naš spletni portal posavje.com. To so novice, ki ste jih brali v tem tednu. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Bodite z nami tudi čez teden dni, do takrat pa le še hvala za pozornost in nasvidenje.